hiše iz slame oziroma iz slame tipal. Kakšna je razlika? Lahko so kakšne ocene? A je kakšen prihranek v tem smislu? Zdaj, v sami nalogi sem naredila kar podrobno analizo ekonomske vrednosti gradnje z balami slame. In slama pri stavbi predstavlja obod, se pravi stene. Stene stavbe pa ponavadi predstavljajo okvirno 10 do 15% investicije. Se pravi tukaj... Večer smo se ravno dogovorili, da bova točni. Ura je 6, torej začneva z nocojšnjim pogovorom v srečani pod Slamniki. Torej, naravna gradnja iz slame. Tema, ki je sicer že bila prikazana, povedana pred kakšnim letom v prejšnji sezoni, ko je Cveta Zalokar, torej voditeljica srečanj pod Slamniki, povabila Luko Lampreta iz podjetja Golibar in takrat so se pogovarjali zelo specifično o sami gradnji s slamo oziroma z slamnatimi balami. In kot neko nadgradnjo tega povedanega pa bova danes nadaljevali skupaj z gostjo nocojšnjo, dr. Lariso Brojan. Pozdravljam jo, seveda, in tudi vas, dragi obiskovalci, ki ste prišli na nocojšnji večer. To je kar precej specifična tema. Jaz mislim, da bomo dobili kar konkretne strokovne odgovore. Predvsem pa bi rekla, da je mogoče poudarek tudi na tem, da bomo izvedeli malo več, kako v tujini poteka tovrstna gradnja in seveda v primerjavi s Slovenijo. To nas predvsem zanima. Namreč Larisa Brojan je po izobrazbi arhitektka. Malo več bo tudi sama povedala, kako je sploh pot pripeljala do sem. In je tudi Domžalčanka. Torej, moje prvo vprašanje na začetku, da se malo sprostimo, mogoče malo tremo zgubimo. Torej, kdo je Larisa Brojan? Kot sem že omenila, ste Domžalčanka, mladost ste preživeli tukaj, sedaj ne več, če se ne motim. In kako vas je popeljala ta strokovna pot v arhitekturo? Še enkrat lepo pozdravljeni. Res je, od rojstva pa do poroke sem živela v Domžalah, tukaj obiskovala osnovno šolo, v času osnovne šole igrala klavir, začela se ukvarjati športom, atletiko, športom še danes zelo rada. Za arhitekturo se mi pa zdi, da sem je že, ko sem majhna, vedela, da me bo v take oblikovalske gradbene vode vodil, ker mi je mami že potem, ko sem se vpisala na arhitekturo, enkrat pokazala zvezek iz 3. razreda, ko smo pisali Kažanko Bombeli in sem napisala, jaz se tega nisem spomnila, dokler nisem videla tega zapisa, napisala, ko bom velika, bom konstruktor, konstruirala bom mostove. Se pravi, da je bilo že to tako nekako v podzavesti pri meni, da bi rada se ukvarjala z nečim, da se, ko se gradi, da se rezultat gradnje tudi nekje v naši okolici pozna in to arhitektura nedvomno tako področje je. Da sem razmišljala, da bi se bolj podrobno s specifičnim področjem ukvarjala, je pa prišlo potem v 4. letniku študija arhitekture. Do takrat sem pač splošno lepo upravljala izpite, delala v arhitekturnem biroju, nič tako kaj posebnega za arhitekta. Ko me je sošolc zelo navdušil svojo izkušnjo iz Anglije, ko je šel na študentsko izmenjavo, res lahko rečem, v trenutku sem bila odločena, da tudi sama kaj tazga poskusam in sem se v roku enega tedna prijavila na izmenjavo, odšla v Anglijo za skoraj 1 leto. Po vrnitvi nazaj pa gotovila, da sebe ne vidim zgolj kot arhitekta v arhitekturni praksi, ampak bi rada mogoče raziskovala, se podala v raziskovalne vode na specifičnem področju. In tako sem nekega dne prebrala članek o slami, o gradnji slama v Ameriki. Me je to navdušilo, glede na to, da prihajam iz slamnikarskega mesta. Če še to povem, v 3. letniku sem napisala razvoj mesta Domžale, ki je temeljilo na razvoju slamnikarstva v Domžalah.
In še ena taka istočnica, da je bila motivacija to večja, da sem se podala v raziskovanje slame, potem na podiplomskem študiju. Tako, ja, slama. Torej, zakaj je slama primeren gradbeni material? Torej, v čem se razlikuje z ostalimi? Čeprav v preteklosti, seveda že pred več stoletji, že skoraj v prazgodovini beležimo o tem, da se je človek gradil bivališča z naravnih materialov, seveda skozi stoletja se je ta razvoj razvijal v tej smeri. Pa še nedolgo nazaj smo tudi tukaj pri nas gradili s pomočjo slame, tako pa gline recimo, in zdaj pa ta preskok, seveda naravne materiale so zamenjali tudi modernejši, sodobnejši, umetni in se mi zdi, da pa zdaj pa res postaja kot nek trend, torej gradnja s slamo oziroma slaminatimi balami. Torej, v bistvu sem tukaj že kar malo preveč nakazala na naslednjo temo, ampak vseeno, če začneva, oziroma če se malo vrnem še nazaj, gradnja s slamo je torej bila specifična tema, s katero si se začela potem ukvarjati in tudi zaradi tega si šla v izpopolnjevanje v tujino, v ZDA. In naslednji korak je bil pa ta, da si doktorirala torej v tej temi. Torej vse v enem nam lahko zdaj nanizaš podatke, res, v čem je primerna gradnja s slamo. Torej za začetek, da ne bom predolga, slama kot naravni material oziroma primer iz narave, ki ga pridobimo. Torej, v gradnji, zakaj je primerna? Preden sem se dobesedno vrgla v raziskovanje, sem mogla tudi prepričati nekatere profesorje na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, da to ni kar neki, da tukaj se zgodba ne konča tako v 3 prašičkih, ampak da se stvar lahko malo drugače obrne, da je smiselno raziskovanje in sem začela na začetku v smislu, koliko je slama prisotna v arhitekturi v Sloveniji v preteklosti. In vsi vemo, da še do 100 let nazaj so bile praktično vse strehe na bolj ruralnem okolju še vedno prekrite slamo. Potem se je to sčasoma počasi nadomeščalo z ogljičnato gradnjo, ki je postala konkurenčna predvsem z ekonomskega vidika, pa potem tudi daljša možnost obstojnosti, je ni bila treba tako hitro sanirati kot slamnato streho, ki zdrži v primeru dobre izvedbe nekje 50 let. Potem sem raziskala tudi vire, se pravi, ali Slovenija ima potencial uporabe slame z vidika materiala, glede na to, da imamo dobro razvito poljedelstvo. Če prekinem tole našo prezentacijo, sem naredila en tak statističen izračun. Takole. Če? Se pravi, sem pogledala razpoložljivost gradiva v Sloveniji glede na letno pridelavo. Ugotovitve so bile naslednje, da v Sloveniji pridelamo slame, s katero bi lahko naredili več kot 17.000 stanovanjskih hiš s bivalno površino 150 kvadratnih metrov. To pa pomeni, da je to 4-krat več, kot je letno zgrajenih hiš v Sloveniji. Tam okoli 4.000 projektov na leto so zaključene. Se pravi, da virov pridelave slame v Sloveniji več kot dovolj. Zdaj, s gradnjo slamo, se pravi z balami slame, malo v zgodovini bi povedala, se začne približno 150 let nazaj. Prva hiša je bila zgrajena v Nebraski, v Združenih državah in sicer ne kot nek namen, niso z namenom se odločili, da bojo gradili z balami slame, ampak je pač prišla potreba po uporabi, po gradnji bivališč in ker niso imeli na razpolago drugih naravnih materialov, so pač rekli, v redu, tam imamo bale slame in so jih zložili na kup.
nakup začasen namen. Izkazalo se je, da je taka stavba uporabna, vzdržljiva, da tudi naravni vplivi, kot so vlaga, veter, ob ustreznem konstrukcijskem sistemu, ob ustrezni zaščiti, nudijo ustrezne bivalne pogoje. In tako se je nadaljeval potem ta trend. Ljudje so se začeli zanimati vedno bolj in posnemali prve poskuse gradnje. V Evropi so prvi začetki se zgodili malo kasneje, približno 80 let nazaj. Potem nek vrhunec dosegel v 70 letih prejšnjega stoletja, potem se je na ta material malo pozabil. Zdaj pa, kot vemo, kot je omenila, je trend naravne gradnje, naravnih materialov, nizkih vplivov na okolje. Vemo, ekobio, to je zdaj velik hit, je treba paziti na okolje, s čimer se popolnoma strinjam, zato sem tudi še z večjo zavzetostjo se podala v raziskovanje tega materiala, da bi nekako tudi na znanstveni ravni upravičila smiselnost rabe tega gradiva. Kot sem rekla, na začetku raziskovanja in smiselnosti, da bi se to začelo graditi tudi v Sloveniji, je bilo kar malo težko. Sem se mogla boriti, pa malo prepričevati ljudi, da to ni tako neumno, da bi se s tem ukvarjala. Ampak se je izkazalo tekom mojih raziskav, ko so se slamo začele leta 2006. Takrat je bila tudi zgrajena prva hiša v Sloveniji, in sicer na obrobju Ljubljane. Do leta 2010 je bilo v Sloveniji zgrajenih približno 5 hiš, po mojih ocenah, glede na opravljene raziskave. Po letu 2010 pa lahko rečem, da je bil en velik poskok v zanimanju za tovrstno gradnjo in danes lahko trdim, da jih imamo približno 60 v Sloveniji, kakšno več, kakšno manj. Tako da ni še prava slikca. Še vedno čakam na mojo. Se opravičujem tehnične težave, ampak Larisa, torej, zdaj smo končali pri zgodovini, ne? Sva se že malo prešli, se pravičujem, ker sem ravno v tej tehničnih zadevah. Torej, kakšne gradnje, oziroma tipe gradenj pa poznamo v povezavi s slamo? Zdaj, najbolj značilna je skeletna gradnja, se pravi, da slamo v tem primeru uporabljamo zgolj kot polnilo. Se pravi, tukaj slama služi kot izolacija, se pravi, da nam zagotavlja ustrezno temperaturo znotraj stavbe. To pomeni, da poleti ni potrebna dodatnega hlajenja, pozimi pa je zahteva za dogrevanje stavbe znatno znižana. Se pravi, ne samo, da damo bale, pa da je potem vse super, tukaj treba potem tudi seveda paziti, kam postavimo okna, koliko so velika okna, ne. Ampak dejstvo je tukaj, da debelina posamezne bale slame zadostuje modularnemu opečnatemu bloku in 20 cm klasične izolacije, kot naprimer stiropor ali pa kamena volna. Zdaj poznamo potem še en princip, in sicer samonosna gradnja z balami slame. V tem primeru pa gradnja poteka po principu zlaganja lego kock, se pravi, da uporabljamo zgolj samo bale slame in bale slame v tem primeru prenesejo nase vse obtežbe, se pravi tako snežne obtežbe, vetrne obtežbe. In naj tukaj tudi povem, da je tudi tak način gradnje mogoč, najbolj značilen oziroma najbolj pogost je še vedno v Združenih državah, kjer so z lanskim letom v veljavo vstopil nacionalni zakon, ki vključuje tudi gradnjo z balami slame. To pomeni, da je z balami slame možno graditi po celotni Ameriki, v vseh zveznih državah. Do lanskega leta je bilo to možno
le v posameznih zveznih državah. Od lani naprej pa velja zakon, s katerim lahko uporabljajo bale slame po celotni Ameriki. V Sloveniji se gradnja z balami slame v primeru polnila še obravnava kot alternativna gradnja. To pomeni, da njena uporaba je popolnoma mogoča. Dovoljenja za gradnjo takih hiš v Sloveniji so čisto možna. Noben od obravnavanih primerov v Sloveniji nikjer niso imeli težave pri pridobitvi soglasij in izdaji gradbene dokumentacije. Edina zaenkrat ovira je, če bi želeli iz bal slame graditi nek družbeni, se pravi v javno namene uporaben objekt. V tem primeru bi bilo pa nujno, da se uporabi bale slame, ki so certificirane. Zdaj po nekih kanalih, ne bi tudi v Sloveniji se to izvajalo, se pravi, da izvajajo meritve, s katerimi bodo dokazali ustrezne mehanske značilnosti bal, kar pomeni, da bo lahko njihova uporaba splošna in za vse vrste stavb. Pa čisto eno tako, ko bi rekla, laično vprašanje. Sama te gradnje nisem še videla, tudi nisem, kar sem prebrala zdaj iz vaših strokovnih prispevkov, ampak se mi zdi, da je mogoče največji sovražnik slame vlaga. Vlaga je sovražnik za veliko stvari, če jih ne uporabljamo tako, kot je treba. Se pravi, pri balah slame je nujno, da jih pri gradnji ločimo od tal, s čimer preprečimo, da bi bale slame vase srkale vlago, če jih položimo na beton iz betona ali če jih položimo neposredno na tla iz tal. Prav tako jih je treba zavarovati pred drugimi vplivi, se pravi, tukaj pridejo predvsem dež, se pravi zunanja vlaga, dež, sneg oziroma vlaga, ki jo ustvarjamo znotraj prostora. Zaradi tega je zelo pomembno potem, s kakšnim slojem, oziroma nujno je, da bale slame zavarujemo z ustreznim ometom. Pri tem je pa treba biti previden oziroma dobro premisliti, katero vrsto ometa se vzame. Zdaj, če govorim samo za Slovenijo, doma sem si prvošla oziroma s pomočjo moža sva zazidala garažna vrata slamo, da sem naredila eksperiment praktičen, se pravi, kako dejansko se bo slama odzvala na te naše lokalne pogoje. Izkazalo se je v 3 letih, da v steni uporabila sem noter ilovnat omet, na zunanji strani je bil uporabljen apnenocementen omet. Apnenocementen omet velja za najbolj tvegano izbiro, se pravi, kar najslabše prepušča vlago. Izkazalo se je, da tudi ta hoja po robu, če lahko tako rečem, da je še ustrezna za naše okolje. Zdaj s fizičnim preizkusom, se pravi, in z meritvami in potem samim pregledom slame se je izkazalo, da v steni, da je prišlo do kondenzacije, ampak vlaga, ki se je ob tem pojavila, ni bila kritična. Slama je še zmeraj ostala taka lepa, zlata, čista na pogled, kar je pa tudi najbolj pomembno. Tako da lahko rečem, da se pravi, če se upošteva navodila, pretekle izkušnje, da vlaga ni nikakršen sovražnik slami. Kaj pa je naslednji sovražnik? Glodavci pa žuželke, ki se lahko v bistvu uselijo v samo slamo, ali pa že pridejo z balo. Res je. Tukaj bi mogoče jaz malo več poudarka dala na to, da v primeru, da jo uporabljamo, da bale slame uporabljamo, ki jih vgrajujemo v stavbo, da so bale sveže, se pravi, da jih ne skladiščimo predolgo časa, se pravi, miške so takrat zainteresirane, da si najdejo neko zavetje, ko jim rata hladno, oziroma če so lačne, se pravi, da iščejo zrnja v balah, kar pomeni tudi, da je treba pri samem baliranju biti pozoren, da se balira slamo brez klasja, se pravi brez hrane, v tem primeru ni zanimiva za kakšne tujke. Zdaj zanimiva
anekdota. V Ameriki sem se udeležila enotedenske delavnice igranja z balami slame. Tam je tako, ne, se hočeš nekaj naučiti, pri nas vsi pridajo pa zidajo za ston, tam je obratno, tam plačaš in greš delati in greš graditi, ne? Ampak se veliko naučiš pri tem. Zdaj, če se navežem na te nezaželene goste, smo ugrajevali, potem je nekaj slame zmanjkalo bal, se je prijazen kmet ponudil, da jih odstop nekaj svojih bal in ko so jih pripeljali, smo mi z veseljem to razkladali. V nekem trenutku vik in krik, hvala Bogu, nisem bila tam, ker bi verjetno sama enako odreagirala. Nekaj punc je začel iskreno plesati, ko so kače začele ven iz bal list. Tako da potem se je vodja smajo rekel, ste zdaj vse pregnali s tem dretjem, tako da se ni zabata, ne, da bi še kaj noter ostali. Ampak, ja, pridejo noter, v tem primeru jaz res vsem svetujem pri gradnji, da uporabljajo, se pravi, da se naroči sveže bale, da se jih s polja po baliranju odpelje naravnost na gradbišče in jih čim prej zazida oziroma vgradi v steno. Pa tudi sem prebrala, če se namotim, v enem spletišču sem brskala po tej gradnji s slamo, da se tudi mreže vstavi mreže med slamo pa med ometom. To tudi drži. Zdaj, vstavljanje te mreže ima več pomenov. Eden je tudi zaradi same strukture oziroma nanosa ometa, da omet lepše gor stoji, po domače povedano. Druga stvar je pa ja, s tem se lahko predvsem ob coklu se ponavadi da bolj fino gosto mrežo in s tem se res zaščiti ob morebitnem razpolku ometa, se pravi, če omet stran pade, da če se pokaže slama, da še vedno je neka barijera, ki preprečuje vdor nezaželenih gostov. Še posebej je priporočljiva vgradnja take mreže pri konstrukcijah, ko se celotna stavba dvigne od tal. Tudi to niso redki primeri, se pravi, celotna konstrukcija se dvigne od tal pa ravno zaradi želje, da se prepreči vdor vlage, talne vlage. Kako je pa samo razpoložljivostjo z slamo tu v Sloveniji? Sicer si imela že pripravljen nek graf, da ga pogledava, jaz se še obadam s tehničnimi težavami, ampak govorila si o tem, da v Sloveniji je ogromno neizkoriščene slame, ki bi lahko na tak način seveda v bistvu tudi uporabili, ne? Da se bi tudi ostanek, ki je ponavadi za steljo, primeren, da se tudi uporabi za gradnjo. Ja, to sem že omenila, če ponovim, se pravi, slamo, ki jo predelamo v Sloveniji, bi lahko zgradili več kot 17,000 stavb s površino 150 kvadratnih metrov. To predstavlja 4-kratno število približno letno dokončanih stavb. Zdaj, če nekaj v presežkih, v tujini je praksa, oziroma za Anglijo so značilne elektrarne, se pravi, proizvajajo električno energijo s sežiganjem odvečne slame. Odvečna slama je večkrat problematična, ker slama, ko jo zakopljamo v zemljo, razpada zelo počasi. In to se, recimo, v poljedelstvu kaže potem slabšo obdelavo v naslednjih sezonah, medtem ko skladiščenje slame pa povzroča pač prostorsko stisko, in dostikrat ne vejo, kam z vso slamo, ki jo imajo, se pravi, so poiskali rešitev, kot je njen sežig, pri tem pa koristnost, se pravi, proizvodnja električne energije. Ampak samo sežiganje slame je pa škodljivo za okolje, tako? Ne poznam podrobnosti, ampak je zadeva za to elektrarno v Angliji, ki sem brala, je izjemno optimirana, tako da tudi pomisleki o negativnih vplivih na okolje so bili pač računsko oziroma dokazani, da so zanemarljivi. V redu, zdaj se pa lotiva te primerjave
kot sem že omenila, si odšla z namenom študirati v Ameriko, pa raziskovati njihov način gradnje, ker tam, pa sploh v Angliji, če se ne motim, se je to počelo že, bilo aktualno že v 80-ih prejšnjega stoletja. Drži. Zdaj preden skočim v Ameriko obujati spomine, bi pa povedala to, da sem bila ne presenečena, ampak napredek gradnje slamov v Evropi prehiteva zdaj Ameriko, odkudar ta gradnja izhaja, pa kot vemo, Američani zelo ponosni na svoje neprestane inovacije. Tukaj bi mogla reči, da se zaostajajo za Evropejci v tem trenutku. Lani avgusta je bilo v Parizu organizirano, mislim, da že 7. srečanje društev za gradnjo z balami slame, kjer so predstavili številne projekte, med drugim zdaj smo pa že najdeli. Hotela sem pokazati tukaj na projekciji, sem vključila v predstavitev tudi 2 projekta iz Francije, natančneje iz Pariza, ker so lani dokončali trenutno največjo oziroma najvišjo stavbo, 7 etaž. Odprli so pa tudi 2 šoli, ki sta zgrajeni z balami slame. S predstavitvijo takih projektov se kaže, oziroma sem vesela, da so bili izvedeni, se kaže tudi ta možnost urbanizacija slame, jaz pravim urbana slama, se pravi, da slama ni samo za naše podeželsko okolje, ampak da je lahko tudi, se pravi, da dobi karakter, mesto tudi v urbanem okolju, primernem za sodobnega uporabnika. Zdaj, jaz velikrat primerjam gradnjo slamo tudi potem z načinom kurjave. Mnogim kaminček na drva predstavlja problema, ker je treba večkrat odpreti pa kaj gor predstaviti. Medtem, če pa vzamemo to moderno varianto, pečno pelete, ki so pa tudi drva malo predelana v obliki briketkov, je pa lažje, se pa dozira, ampak vedno imamo ogenj in vedno nam daje toploto. Podobno je potem tudi pri slami, se pravi, z novimi tehnologijami, raziskavami so se razvili sistemi gradnje, ki so primerni potem tudi za mestno okolje. To se pa potem kaže predvsem z samo izvedbo. Največkrat predhodno že postavijo okvirje, jih napolnijo z balami slame, umečajo, se pravi, neke vrste prefabrikat, ga potem pripeljajo na lokacijo gradnje, ga enostavno zmontirajo. Tako da že v teku gradnje se zelo redko vidi, da je to gradnja slamo. Zdaj pa, če gremo lahko nazaj v Ameriko, oziroma še nisem začela niti tam. Pogoj pri doktorski nalogi je bil, da v svoje delo vključam tudi neke eksperimente, meritve, s katerimi dokažem svoje postavljene hipoteze. Žal nisem našla primernega sogovornika oziroma možnosti, da bi zamišljene eksperimente izvedla pri nas, na kar se mi je izkazala izjemna priložnost za skok čez lužo. Tam sem v zelo kratkem času spoznala profesorico, ki je bila precej navdušena nad mojim razmišljanjem oziroma željo po raziskovanju. Tako smo se s celotno družino odpravili čez lužo in tam sem dobila na razpolago laboratorij, nekaj sredstev, par študentov pod okrilje, ki so mi pomagali pri vseh eksperimentih. In smo zidali, gradili, mogoče, če ste prej zasledili, oziroma če bo ratalo, sebe tudi v obliki izvajalca, ki sem se sama hotela preizkusiti v vseh oblikah, ne samo za mizo, pa s tipkanjem, ampak tudi, da sem si malo roke umazala, pa malo po lestvi plezala gor pa dol. Tako da ta izkušnja v Ameriki me je res izjemno obogatila. Eno veliko spoznanje oziroma izkušnja, ki sem jo dobila, je to, da se mogoče
tujci splošno malo bolj odprti, niso tako konzervativni, kot smo tukaj v Sloveniji, kjer je znano, CEGO je še zmer zakona, 95% projektov se še vedno z opeko gradi kljub trendom in smernicam okoljske politike, ki pač usmerjajo pa spodbujajo rabo okolju prijaznih tehnologij pa materialov. Tako da ta moja slama v Ameriki ni bila čisto nič čudnega, je bila tako prijetna popestritev njihovega vsakdanja, z njihovo izkušnjo in njihovim blagoslovom je pa potem tudi tukaj bila malo bolj odprtih rok sprejeta. Torej, Larisa, kako pa, če lahko primerjaš samo prakso gradnje s slamom v Ameriki, kako je pa potem v primerjavi s slovensko? Torej se načini gradnje se ponavljajo oziroma je način gradnje podoben, enak, se torej ti vzorci prenašajo tudi k nam ali imajo kakšen poseben drugačen način? Zdaj, če primerjam samo Ameriko in Slovenijo, sploh ni treba primerjati gradnje slamo, ampak nasploh gradnjo, za njih se tako imenovana papirnata gradnja, tam stena čistanka, čez debela v stanovanju, ko smo živeli tisti čas, se je na določenem delu, tam, ki je bila klima ugrajena, sem celo ven videla, naprimer toliko tenka stena je bila, tega si pri nas ne moramo predstavljati in tudi nočno verjetno. Zdaj, če primerjam gradnjo z balami slame, so pa komponente, se pravi slama, les, potem nek temelj, ki je ponavadi betonski, izhodišča so popolnoma enaka, ni nekaj bistvenih razlik, gre za detajle, princip, pristop k delu, drugih razlik pa tukaj ne bi izpostavljala, ker niso tako očitne. Ampak v Slovenijo je pa seveda zamikom prišla, se to smo se že prej omenili, pač ta gradnja. Leta 2006, če se ne motim, poznamo prvi primer. Kako se je pa potem, ko si raziskovala, kako se je potem v Sloveniji samo razširjenost? Ponovadi so to družinske hiše ali se tudi ta gradnja aplicira na zahtevnejše gradnje? Tako je. Zdaj, ta prva hiša je postavljena leta 2006. Sami lastniki niso vedeli, kam postati somoli, ko so se ljudje zanimali za tako gradnjo, ker pač žal tudi vemo, da niso zmer iskreni pa lepi nameni, ko nekdo hoče vedeti, kaj počneš. Potem se je pa, se pravi, da je postajala vedno bolj prepoznavna, začelo s tako imenovanimi arhitekturnimi delavnicami, organiziranih strani različnih ljubiteljskih gradbincev, se pravi ljudi, ki niso po stroki gradbeniki, arhitekti, ampak neki domači inovatorji, ki jih zanimajo drugačne stvari in so si začeli graditi čiste nastavne objekte, kot so vrtne lope in podobno. K delu so večkrat povabili znance, prijatelje in se pravi potem ta iz ust do ust informacije in na ta način sem spoznala tudi veliko ljudi, so udeležila različnih delavnic v Sloveniji. Z vidika, se pravi, reklame za tako gradnjo, ne moramo reči, da so to ustrezni načini, ker tukaj ne gre za neko egzaktno načrtovanje, ampak priložnostno, se pravi, v trenutku, ko se gradi, se tudi rešuje detajle, tako da tudi v nadaljevanju končen rezultat potem kaže včasih pomanjkljivosti. Iz tega bi tukaj izpostavila enega gospoda iz Prekmurja, je pa dejansko prijel kozla za roge, kako se reče, in je zadevo na široko zastavil, ustanovil danes tudi zelo uspešno podjetje, ki je v zadnjih 5 letih stalo za izvedbo, mislim, da več kot 15 hiš iz slame.
in podjetje še danes uspešno in mislim, da bojo letos postavili še kar nekaj takih hiš. Larisa nam je pripravila celo zbirko fotografij, primerov dobrih praks gradnje v Ameriki in tudi v Sloveniji. Žal, jaz tehnično zdaj tole urejam, upam, da mi bo uspelo. Tako da, Larisa, a bi lahko, če mi pač ne bo uspelo, a bi lahko z besedami mogoče samo par primerov ameriške gradnje, torej, ki pa na kakšen način so uporabili, torej, vem, da si govorila o eni šoli, ki je bila tudi zgrajena, torej, s tem načinu gradnje, ker pač tega v Sloveniji še ni, ne? Zdaj v Ameriki sem za ogled vsake stavbe, ki sem jo obiskala, sem se dogovorila z lastnikom. Moram poudariti, da so bili izjemno odprti, pripravljeni me sprejeti in mi razkazati. V večini primerov so vedno čakali dobesedno s fascikli gradiva in večurnimi izkušnjami, zgodbicami, kako se je pri njih gradnja odvijala. Moram reči, da so to taki nepozabni spomini. Po večini so bile pa to stanovanjske hiše. Ljudje so jih gradili sami s pomočjo prijateljev, pri nas poznamo to gradnjo v lastni režiji. Ni nekih posebnih omejitev tam, predvsem, če to gradiš na manj urbanem območju, se pravi na območju enostanovanjskih hiš, nisi tako omejen, kot pri nas, ko velja enaka zakonodaja oziroma enak princip postopek graditve, kot če gradiš nekje na vasi ali pa če gradiš v središču mesta, se za začetek gradnje izvede enak protokol. Bi izpostavila to, da so veliko bolj neobremenjeni pri sami izvedbi, če pride do napake, oni to hitro popravijo. Sem se spomnila na zgodbo obiska starejšega para, so kazali sliko med samo gradnjo, še predno so nanesli na fasado na steno omet in se je na stikih bal so bile vidne velike oranžne taki fleki so bili oranžni, so rekla, ja, kaj pa se je tukaj zgodilo, zakaj ste pa barvali vogale bale, ne? To na vseh vogalih, kjer so se stikale. Pa gospa reče, to smo šele potem, ko smo steno naredili, smo videli, da bale niso v vogalih čist pravokotne, ampak so malo zaokrožene, ne? In so se tam take, so se odolbine naredile, sem rekla, ja, kaj ste pa pol noter dali? Pravi, kar purpijen smo noter stisnili, ne. Sem rekla, ja, pa zakaj pa niste še pač slame, ko veliko stran pade noter, tak, ne. Prav, ja, ko smo se pa tako bali, da bomo preveč ometa pol porabila, ne. Take prikupne zgodbe, no, so bile povedane, izkušnje in veliko ljudi je povedalo, da s tem, ko so gradili iz materialov, ki ga niso poznali, so spoznali tudi sebe, koliko so pripravljeni narediti, se pravi, izkušnje, ki so jih dobili, ljudi, ki so jih spoznali, skratka, taka življenjska zgodba z gradnjo svojega objekta, uživali so pa tem, zabavali so se, skratka, same pozitivne izkušnje so bile. Zdaj v Sloveniji, kakor sem obiskala delavnic, se mi zdi, da se ta vzorc tudi prenaša počasi, da se gradnja izvaja skladno z druženjem, pogovorom, sprav, da niso moderne, da se gradi, tako da ta gradnja z balami slame tudi eno tako socialno komponento vnaša svoj način. So pa na tak način zgrajene hiše energijsko varčne. Je tako, ne? Drži, sama slama ima dobre cene toplotne izolativnosti. Zdaj, da pa lahko mi objekt ocenimo kot energetsko varčen, je pa tukaj potrebno še veliko več, ne, se pravi, da se ga dobro načrtuje, potem še bolj, da se ga tudi ustrezno izvede,
pa ne samo stene, da se uporabi tudi druge ustrezne materiale, se pravi dobra okna, tako naprej. Ne? Sem pa prebrala, da je samo občutek biti v taki hiši že deluje zelo toplo, no? Najbolj še tudi zaradi primerne izolacije, ne? Drži, tukaj pa treba še poudariti, da večina hiš iz bale slame, se pravi tam, ker bale slame uporabljajo, da se potem tudi odločijo za bodisi leseno oblogo, bodisi za omete, kot je ilovica, in posledično so tudi tukaj barve, to se pravi toni teh sten, zemeljski, ki sami po sebi izkazujejo večjo toplino kot neka bela barva. Ne? Se pravi, tukaj vpliv barve zelo vpliva na samo počutje v stavbi. A smemo vprašati eno tako zelo osebno vprašanje? Ali tudi ti živiš sedaj v takšni hiši? Ne, v oklepaju še. Torej, nameravaš, načrtuješ pač v tej smeri, da nekoč Bom rekla, si želim, zdaj pa za gradnjo hiše pa vemo, da ni samo želja, da je treba še precej finančni vložek, prostor in tako naprej. Da. Ja, če bi lahko zbrala, bi nedvomno šla v gradnjo sama. Je pa zagotovo tudi finančno, ne? Če lahko primerjamo klasična hiša, takšna, kako imamo pač največ, klasična gradnja, kot jo uporabljamo največkrat tudi pri nas v Sloveniji. Če primerjamo finančno zgradnjo hiše iz slame oziroma iz slametih bal, kakšna je razlika? Lahko so kakšne ocene? A je kakšen prihranek v tem smislu? Zdaj, v sami nalogi sem naredila kar podrobno analizo ekonomske vrednosti gradnje z balami slame. In slama pri stavbi predstavlja obod, se pravi stene. Stene stavbe pa ponavadi predstavljajo okvirno 10 do 15% investicije. Ne? Se pravi, tukaj ne gre samo za material, ki porabimo za stene, ampak je treba tukaj še na veliko drugih stvari računati. In sem se potem osredotočila na primerjavo izgradnje sten iz slame in opeke. Tukaj se je pokazal nek ekonomski prihranek v korist slame, mislim, da okoli 20%, da je cenejša gradnja slamo. Če pa govorimo to potem o končni ceni, se pravi celotna investicija, je pa potem prihranek nižji, nekje 5%. Ne. Če primerjam, se pravi, hišo iz bale slame in opečno to gradnjo, če govorimo o enaki hiši z enako tvorisno zasnovo na enaki lokaciji. Ne. Ali bi lahko v prihodnje povedala, oziroma ali bi lahko v prihodnje se recimo takšna gradnja iz strokovnega vidika še bolj izpopolnila, oziroma obstajajo kakšne smernice tudi na nacionalni ravni, ki bi mogoče pomogle k temu, da na tak način, torej za naravno gradnjo, torej da tudi prispevamo s to gradnjo k nekemu okoljevarstvenemu vidiku, torej da bi tudi država, ki je subvencionirala takšne gradnje, morda veš, ali se v tej smeri kaj dogaja? Če se dogaja, tega žal ne bi vedela, je pa nedvomno, da bi z neko organiziranostjo oziroma spodbudo na državni ravni, se pravi spodbudo k vlaganju v gradnjo z naravnimi materiali oziroma tukaj tudi uporabo slame v gradbene namene, lahko ne le prispevali k okolju prijaznejši gradnji in učinkovitejši rabi naravnih virov, ampak bi s tem tudi na nek način ekonomsko spodbudili tudi pridelovalce. Se pravi, če bi se določila vrednost oziroma neka vrednost slame že je, ampak če bi bila še bolj spodbujena njena raba, se pravi njen nakup, bi pa ekonomsko potem lahko tudi prispevali k blagostanju pridelovalcev. Zdaj pa tako, ker več glav več vem, bom jaz prosila mojo sodelavko Ano, če bi mogoče pristopila tukaj lepo, mogoče ona pomagala tehnično, ker meni se je zaštekalo. Jaz priznam, spremljam Lariso pri govoru, poskušam tehnično tole izpostaviti. Tako da jaz upam, da nam bo uspelo. Samo sekundo.
takole, dogovorili smo se, da dodamo zdaj še besedo vam, dragi obiskovalci. Prosim, kakšno vprašanje bo zelo dobrodošlo, mogoče kakšne zadeve nismo še dovolj dobro predstavili. Tukaj je tudi Larisa bo znala povedati, tako da prosim, kaj vprašanje? Zdaj glede, ker v Ameriki je ogromno teh tornadov, pa pri nas se tudi zdaj za ene cajte pojavljajo te viharje. To, kaj vpliva na to gradnjo zaslame, ali je to trdna stavba glede tega? Je primerna tudi za taka malo bolj delikatna območja, na območju tornadov, hurikanov in podobno. Izvedeni so bili različni eksperimenti, kjer so testirali odpornost takih sten. Izkazalo se je, da na območjih, ki so bolj ogrožena s takšnimi naravnimi vplivi, da se priporoča pač večja debelina ometov, mogoče tudi trdnejših ometov, se pravi na osnovi cementa. Drugače pa je primerna, ampak premišljeno načrtovanje in tudi sama izvedba. Tukaj bi potem jaz mogoče omenila še potresno območje. Mnogo ljudi skrbi, da to ni primeren način gradnje. Izkazalo se je, da je slama izjemno uspešna pri prevzemanju potresnih obremenitev in so, mislim, da leta 2005, ko je bil v Pakistanu en precej močen potres, so stanovanjsko stisko rešili ravno z začasnimi enostavnimi objekti iz bal slame. Se pravi, da bala slame omogoča tudi ustrezno, se pravi, da se z balami slame lahko gradi tudi na potresnih območjih. Tako je manj varno včasih. Hvala. Larisa, jaz bi tebi čestitil za premagovanje predsodkov. To je najtežji posel premagovati predsodke, kakršnekoli že. To je težko in pionirsko delo je takrat za tistega človeka, ki to počenja, neprepoznano kasneje, ko se pa to veljavi, pa običajno tistega človeka pozabijo. Je to težko delo in ti čestitam, da si začela te pomisleke pa predsodke premagovati 100%. Se bo to vračanje k naravnem materialu nadaljevalo in boš pač nestor tega podjetja oziroma tega početja hiša. Ni pa rekel, kar se slame tiče. Slama je domžalsko preteklost zelo, zelo zaznamovala, pa ne samo s kitami pa slamniki. Nekoč, ko so se Domžale začenjale, sta bili dve vasi, Študa pa Sto. Zgornjih pa spodnjih Domžal še ni bilo in ti dve vasi sta bili praviloma vse hišo vasi pokrite slamo. Sto je do leta 1908 dvakrat pogoril ves, zato ker so se vnele slamnate strehe, za slamo pa značilno, da ko gori, se iskra izstreli z ene strehe tudi več 10, ko bi iz puškov strelil iskro na drugo streho in ko so gorile vse strehe oziroma cela vas. Najbolj znana vas, ki je pogorila velikokrat Sovače, večkrat, velikokrat Sovače pogorile, ljudje so pa vse kot tist, pa jaz, ki ga postaviš na glavo, pa nazaj na noge skoči. In ljudje so tolikokrat na novo zgradili vas mače v Stogu, so pa ugotovili, ko niso mogli cele goreče vasi pogasiti, so pa 1908 zgradile Stobošak, to je bajer, v katerega je teklo 7 terenskih študentcev, površinskih. Bajer so obdelali z glino, noter napadali vodo 1908 in tako so imeli gasilci bajer, zraven so pa zgradili gasilski dom, ki še danes stoji. Na sredi tega bajerja so postavili kip svetega Florjana, podstavek 2 metra visok, govoril je bil polmetrski kip svetega Florjana, ki ga je kmalu nekdo ukradel. Na južni strani, kjer je bil istok, mi rečemo Iberlauf,
so pa ženske naredile leseni plato, oziroma so ljudje naredili leseni plato, za katerim so ženske prale perilo, kot neko pelišče. Vse zaradi tega, ker so slamnate strehe gorele, gasilci pa niso bili vode, da bi to poglasili, s tem barjem pa je voda bila, zraven je bil pa še gasilski dol, ki še danes tudi. Zdaj je že povečan, ampak je. Toliko, to je ta slavna. Zgornje pa spodne Domžale so pa zgrajene, kasneje so pa seveda bile zidane od slavnatih streh, zdaj nimamo nobene več. Rekel pa še to, da se tudi slavnate strehe vračajo, ne samo kot neka starinska, ruralna znamenitost, ampak je celo v kraju Krašči, na Prekmurju celo šola za kravce s slamo, kjer se učijo pokrivati. Zdaj, v glavnem pokrivajo bolj kakšne pizzerije, vhode v pizzerije, te gobice, okrogle, take objekte kot znamenitosti, govorim o slavnatih strehah. Je pa lepa, pa bi tudi etno zelo pač deluje. Žal, je pa zdaj slavnata streha, včasih je zdržala 50 let, zdaj pa zaradi atmosferili, kislega dežja, vseh teh vplivov pravijo, zdrži 12 let. Potem pa preteče, pa najdražje. No, tukaj bi še dodala, da ne samo zaradi kislega dežja, ampak tudi zaradi obdelave polj in vseh stvari, ki jih daje. V Domžalah je ena slamnata strehca, oziroma bolj kot neka vrtna uta. Malo pred vrtcem Urška jo večkrat opazim, ko se peljemo nek nadstrešek slamo pokrit. Hvala gospodu Matjažu Grojenu za tale kurs po zgodovini domžalski, ampak ko sem poslušala ta vašo predstavitev, se mi je utrla ena misel, ker tudi sem jo ob branju literature o gradnji s slamo, se mi je pač utrnilo, da pa se sprašujejo, pa tudi ne morejo pa pač doreči, ali ta gradnja s slamo, koliko stoletij bi recimo lahko res preživela. Zdaj, glede na to, da ljudje živimo manj kot 100 let, ustrezno narejena, zgrajena hiša iz slame pa zdrži mnogo več kot 100 let. Tako da, pa tudi za Slovenijo je značilna miselnost, da hišo, ki se jo gradi, da jo je treba graditi za 1000 let, čeprav ne vemo, kdo jo bo za nami uporabljal. Je gradnja slamo tukaj toliko bolj hvaležna, da hiša, ko vanjo pride nek drug uporabnik, lahko z manj napora, z manj ruševin preuredimo, obnovimo tako hišo. Tako da ta zadržek o trajnosti je nesmiselen, kot sem rekla, če se hišo ustrezno zgradi. Obiskovalci, še kakšno vprašanje? Kakšne so najpogostejše napake, ki ste jih vi zasledili pri teh hišah? Pač ste sodelovali zraven, recimo v primerjavi pri nas v Sloveniji, če ste jih obiskala, oziroma tam v Ameriki predstavili? Zdaj, v obih primerih bi rekla, da gre za izbiro ometa in potem sam nanos ometa. Največkrat se izkaže problematika stikovanja lesene konstrukcije, slame in ometa. To gre za 3 naravne materiale, ki se ob spreminjanju temperature, vlage, okolice spreminja, se tudi materiali spreminjajo. Gre, se pravi, se krčijo, raztezajo in pri teh stikih največkrat pride do razpok. Razpoka pa pomeni večja količina vlage v steno, potem posledično možnost težave z vlago v hiši in tako naprej. Se pravi, tukaj bi jaz izpostavila problematiko ustrezne izvedbe na detajla na mesto stikovanja različnih gradiv. Še kakšno vprašanje mogoče?
Larisa, potem smo pa dobro izčrpali to temo. Še eno. Aha, se opravičujem. Ja, prej ste izpostavili samo en kriterij, to je finančni. Ker danes se pač vse glavnih kriterij pač denar danes. Jaz mislim, da so tle dosti bolj pomembni drugi kriteriji. To smo rekli ekologija, potem pa tudi zdravje. Ker danes uporabljamo materijale, ko so škodljivi, in za človeka, in za okolje. Tako da jaz mislim, da tle pri tej reciklaži ne je bilo problemov, pa tudi se mi zdi, da samo bivanje, samo počutje teh hiših, kako ste omenili, ker ti materijali dihajo, da je pretočnost, ker danes se kaj dogaja, s plastično okna, plastične fasade, vse je plastika, in ne vem, se mi zdi, da kljub temu, da ste rekli, da 5% koliko je razlike, se mi zdi, da od teh ta tisto ta drugo. To nedvomno, to je moje osebno mnenje, da se tukaj strinjam z vami, zdaj pa vemo 100 ljudi, 100 čudi, še zmer poznamo ljudi, ki imajo radi betonsko skulpturo, v kateri živijo. Če se posredotočamo samo na zdravje in vpliv takih gradiv na človeka, smo pa tudi tukaj že zelo blizu tem, da se bo dal z nekimi meritvami dokazovati učinkov oziroma vplivov različnih materialov na človeka in njegovo počutje. Če sem povedala, v Sloveniji obstaja izvajalec, ki pač zbere nekaj pomožno hišo. Tako je. Zdaj v Sloveniji so aktivna 3 podjetja. Jaz bi tukaj izpostavila podjetje iz Prekmurja, podjetje Snopje. Oni so tukaj, zdaj bo verjetno to zvenelo kot reklama, ampak pač jaz bi njih izpostavila, ker sem videla nekaj njihovih realizacij. Posnemajo oziroma uporabljajo princip prefabricirane gradnje, se pravi, da največkrat na sekundarni lokaciji naredijo lesene okvirje, jih napolnijo z balami slame in jih potem prepeljejo na gradbišče, kjer jih ustrezno pritrdijo na temelje, dokončajo ostrešje, potem še nanesejo med. In oni imajo nekaj vrste tipske tudi hiše, ali pa to? Ne, za enkrat, kolikor je meni znano, še ne. Bi pa tukaj rekla, glede tih tipskih hiš, da pri gradnji z balami slame, to so angleško podjetje Modcel, oni so to prvi razvili panele, ne tipskih načrtov tlorisov, ampak so razvili modularne panele, s katerimi se potem lahko postavljajo podobne oblike tlorisne zasnove. Se pravi, ne, da vi listate katalog, se pravi tipska gradnja, ampak ker se mi zdi naravna gradnja, da grejo v koncept tega, da se dela po meri človeka za posameznika, da se kreira tudi tlorise. Še se mi vprašanje. Prej ste menili 2 načina gradnje, to je prosto stoječe, pa skeletno. Zdaj me pa zanima, če se kaj v tej smeri dela, da se delajo eni modusi, tako kot pri konoplji, da se sprešajo, potem se pa med to konopljena vlakna dajo veziva. Potem pa izpade to, se naredi potem zidar. Tako, tudi na tem področju, se pravi prefabrikatov iz slame, je bilo narejenega že kar nekaj. Jaz, odkrito povedano, sem se izognila temu področju, se pravi, namenila sem eno poglavje v svojem delu, ampak se pravi, vsak prefabrikat terja neko novo tehnologijo, se pravi, nek proizvodni trakt, se pravi, se že izgublja ta koncept okolju prijazne gradnje, se pravi, ker bomo za neko proizvodno postaviti tovarno, razviti tehnologijo in potem vzdrževati tak objekt. Tista lepota bale slame, ne gre pa naravnost s polja na gradbišče, se mi zdi optimalna pri ohranjanju te ekološkosti. Če nadaljujem, prefabrikati, obstaja kar nekaj proizvodov, najbolj znane so plošče iz stisnjene slame, se pravi, lastnosti so primerljive z OSB ploščami. Potem je pa neko poljsko podjetje pred nekaj leti razvilo tudi nek blok, zelo podoben Lego kocki,
se pravi blok na vrhu ima izboklino, spodaj utvor, ki se nasaja potem ena na drugo in vogalniki, ki so votli in namenjeno potem izvedbe, se pravi vezi pa nosilnega dela konstrukcije. Nekaj, sem malo tečen. Primer, sem Štajerskega konca Spanonskega, in včasih je bila gradnja, glina pa vezivo kot armatura, je pa bila slama, Res je. In se z gline to pač, bi rekel, po domači so rekli buter, ne vem, kaj še inspiracija. Je še zmer tudi strokovni zrak buta na gradnja. V bistvu je slama služba kot vezivo, da tista stena ni pokala. Zdaj verjetno se tudi pri teh gradnjah, pri medih uporablja še zmeraj kot vezivo to. Armatura, mislim. Seveda. Ravno zaradi tega, ker, kot sem rekla, se pravi, vplivi okolja vplivajo na obnašanje materijala, se pravi, za ilovatomet konkretno vemo, da se odziva oziroma hitro srka vlaga vase, posledično, se pravi, pri sušenju hitro pride do razpok, zato največkrat, ne samo zaradi praktične, potem dodana vrednost še ta dekorativni videz noter režejo slamo. Ko ste omenili butanje z ilovico, lani so zaključili eno izjemno moderno hišo blizu Dobrne, ravno s principom butanja gline in ilovice in slame. Lepa arhitektura, moderna. Več alternativ je, ne? Ogromno. Vse te hiše še kar nekaj Hansa. Ja, se ohranja, predvsem kot dediščina. Zdaj pa vedno več, prihaja pa tudi ta, jaz pravim, neke vrste ponovna obuditev starih tehnologij na modern način. Zajk na radi. Točno. A imate mogoče, recimo za 150 kvadratov za hišo, koliko je cena, koliko stane, recimo, taka gradnja, če ste te tu cenovno že? Cenovno sem analizirala en primer in sicer jaz vam bom govorila pač lastnosti, ki so bile, ki zadevajo to gradnjo, in sicer gre za enodružinsko hišo, pritličje mansarda, hiša je na leseni skeletni konstrukciji, zasnovana je z dvigom od tal. Investitor se je želel izogniti uporabi umetnih materialov, kar pomeni, da se je izognil hidroizolaciji na ta način, ko je dvignil konstrukcijo od tal. Potem enostaven volumen hiše, dvokapnica. Sam investitor je bil zelo aktiven potem pri sami gradnji, po ugradnji bal v steno. Je sam izvedel umete in notranja dela. Cena mislim, da je prišla z vsemi dajatvami, ki se navezuje na graditev, se pravi dokumentacija, material, izvedba. Mislim, da je bilo okoli 140 000 evrov. S tem, da je bila hiša potem vseljiva, se pravi tudi z opremo noter. Tukaj pa spet vemo, so ogromna nihanja. Jaz sem analizirala približno 150 hiš in cenovno je prišlo potem tak najbolj merodajen podatek je ta, da so se cene gibale od 550 evrov pa do 3000 evrov na kvadratni meter. To je bil razpon, se pravi potem tista srednja verjetnost je bila približno 1000 evrov na kvadratni meter. Tisti ekstremi 3000 evrov na kvadratni meter jih je bilo res malo, ampak so bili izločeni, da niso potem vplivali na to neko povprečno investicijo. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, mislim, Narisa, da sva, kot sem že prej omenila, vse iztočnice izčrpale. Mislim, da smo tudi podrli mita o tej pripovedki, pravljici o prašičku in prašičkih, treh in volku. Je tako? Je tako. Jaz sama imam že, jaz pravim, remake temu, zdaj, ko sem
doma z eno miceno punčko, pa še z dvema malo večjima punčkama. Da starejša mi je rekla, ko smo bili v Ameriki na delavnici, je rekla: "Mami, zakaj pa vi tu islame delate, a ti ne veš, da bo volk prišel, ne?" Sem rekla, no, za to mlado generacijo je pa treba na novo postaviti, pa zasnovati zgodbo o 3 prašičkih, vsebina je narejena, zdaj pa še ilustracije čakajo, tako da jaz upam do konca leta, da bom jaz to nove 3 prašičke v življenju spravila. A to prav resen Čisto projekt? Čisto resno. Super. Hvala gospe Larisi, ki je prišla danes pa delila z nami te modrosti. Hvala za vabilo, pa z veseljem. Pa tudi vam, ki ste prišli, pa sodelovali, pa še enkrat se opravičujem za vse te tehnične prepreke, ki jih bomo naslednjič zagotovo rešili. Tako da hvala še enkrat. Lahko noč. Thank you.